Dobar dan, lepo pozdravljeni. Zdaj je na vrsti tudi naša delavnica na temo coachinga in vloge coachinga v vzdrževanju dobrega počutja na delovnem mestu. Pa prvo, preden sploh zares začnemo, samo da vam povem, vas lepo pozdravljam tukaj iz Danske in če lahko tudi napišete, kje ste vi zdaj, kje se nahajate. Predvidevam nekje v Sloveniji, mogoče tudi kje v kakšni drugi državi ali po katerem delu Sloveniji. Da vidimo, kje smo, odkot se tokrat javljamo, kako smo mednarodni ali pa tudi ne. Tako da lepo prosim, ko boste pripravljeni, napišite lepe pozdrave iz svojega konca sveta. Zaenkrat od mene lep pozdrav iz Danske, topel pozdrav iz Danske. In danes me čaka ena taka zanimiva delavnica, ki bo povezala coaching z dobrim počutjem na delovnem mestu. Slišali ste, da se ukvarjam s coachingom, tudi s treningi in pravzaprav vsakič, ko sem v določeni organizaciji prisotna kot trener ali coach, slišim in seveda vidim veliko konkretnih primerov in dobre in slabe prakse, kako se skrbi za dobro počutje svojih zaposlenih. Danes smo slišali tudi od Siniše in Antonija veliko zanimivih idej in praktičnih nasvetov, pa na tem našem delu bomo malo prav pogledali, kaj coaching je, kako nam lahko pomaga in kako lahko vzdržujemo dobro počutje na delovnem mestu. Zato vas vabim, da za sekundo pogledamo, kaj je tisto, kar nas bo pa res pripeljalo skozi to delavnico, cilje in kaj smo si zastavili. Evo. To se pravi, kot smo rekli, naša glavna tematika za danes bo vloga coachinga v vzdrževanju dobrega počutja na delovnem mestu. Glavni cilji, ki jih imamo za doseči, je prvo, da sploh odpakiramo, kaj je to coaching, da vidim, da veliko vas to več že pozna, potem pa da malo pogledamo, kakšna je to vloga coachinga v vzdrževanju dobrega počutja na delovnem mestu in tisto, kar je mogoče najbolj pomembno, da izpeljemo en skupinski coaching na temo počutja na delovnem mestu, dobrega počutja na delovnem mestu. Da se vsi skupaj kot skupina popeljemo skozi en proces coachinga. Da bi se to zgodilo, potrebujem seveda vaše prispevke, interakcijo z vami, zato vas vabim, da res napišete, takrat, ko vas povabim, določene izkušnje, določene ideje, določene mnenja na teme, o katerih se bomo pogovarjali. Pa pogledajmo prvo za začetek, da malo testiramo, kako se počutimo zdaj. Tukaj imate njih 10 fotografij, risb in pogledajte lepo, vsako posebej in izberete lahko eno, največ 2 številki in jih potem prosim vpišete v chat, naš host mi pa povedal, katere številke se ponavadi vpisujejo. Vzemite si nekaj sekund časa. Tisti, ki ste zbrali, nam lahko zdaj napišete številko, fotografije ali risbe, ki ste zbrali. Jaz sem lahko zaupam, da sem izbrala številko 9. Vidim, da so nekateri izbrali številko 3, nekateri številko 8. Še ena, 8. Še ena, 3. Ok. 7. Še ena 3. Lepo. Še ena 8. 6 je še zraven. A je nekdo imel dobro kosilo? Še ena 8, še ena 8, še ena 3. Vidim, da se gibljamo med 3 in 8.
pa kdo je mogoče imel še malo predobro kosilo, pa je že na 6. Ok, za vse tiste, ki ste imeli kosilo ali tudi če niste, vas zdaj pa prosim, da naredite fizično vajo. Jaz sicer imam pripomoček, ki je takšen, ki se razteguje, vi boste pa samo dvignili roke gor in malo nazaj. In spet zravnano in malo nazaj. In še enkrat, še tretjič. Super. Ok, zdaj smo po kosilu malo pogledali, kako se počutimo, se bomo vrnili na to na koncu današnje delavnice. Zaenkrat kaže, da smo v 3 in v 8 večina nas. Jaz sem v 9, pa nekdo je še v 6. Pa gremo naprej. Zdaj vas pa prosim, da takoj gremo v akcijo, da vzamete svoje telefone in da se vprašamo, kaj potrebujemo za dobro počutje na delovnem mestu. Vtipkate www.menti.com in številko, ki jo vidite na zaslonu, ko vas vpraša za passcode. In potem odgovorite to, kar je vaše mnenje, kaj potrebujemo za dobro počutje na delovnem mestu. Izvolite. Ko boste pripravljeni, vpišite vse, kar vi osebno menite, da potrebujemo za dobro počutje na delovnem mestu. Odlični sodelavci, komunikacija, samostojnost, fleksibilnost, mirno okolje, zaupanje, komunikacija, enotna ekipa, svetlobo, predvidevam naravno svetlobo, kavo, malico, razumevanje, aktivne odmore, prijaznega sodelavca, odlične sodelavce, dobre sodelavce. Očitno sodelavci prevladujejo zaenkrat. Sodelovanje, podpora šefa. Mirna lokacija. Ok. Kot vidimo, zaenkrat na to vprašanje, ki smo ga zastavili čisto na začetku naše delavnice, imamo 1, 2, 3 različne oziroma 4 različne oblike, kakšne sodelavce potrebujemo. Potem zdaj pa prihaja zaupanje kot dokaj pomembno, skoraj najpomembnejše, glede na to, da je največja beseda. Imamo tudi mirno okolje. Vzamemo si še enih 30 sekund in potem se bomo ustavili, da vidimo, kaj res izstopa. Smo velika skupina, verjetno imamo različna delovna okolja, pa kljub temu zaupanje zaenkrat zmaguje. Pa dobra komunikacija, pa mirno okolje. Dobro, potem se tukaj ustavimo in zaenkrat si zapomnimo, da smo rekli, da nam je najbolj pomembno, saj zaenkrat tako kaže, jaz se bom to poslikala zdaj, da se potem vrnemo nazaj na to, zaupanje, mirno okolje, dobra komunikacija, potem veliko v zvezi z ekipo, enotna, sodelavci, ki so prijazni, dobri, in seveda detajli, ki so povezani tudi s fizičnim okoljem, kot je svetloba ali pa z gustatoričnimi elementi, kot je kava ali pa malica. Super. Dobro. Tukaj smo se zdaj malo povprašali, kaj sami potrebujemo za dobro počutje na delovnem mestu. In zaenkrat to pustimo in se vrnemo nazaj malo pozneje
ko se bomo spraševali, kaj lahko s tem naredimo, da to, kar vemo, da imamo ozaveščeno, kaj potrebujemo. Žal včasih ni dovolj. Bi bilo lepo, da je to dovolj, potem se takoj zavihamo rokave in nekaj s tem naredimo. Pa tako kot je Siniša rekel pri svojem predavanju, veliko krat žal ne naredimo stvari, tudi ki vemo, da so za nas dobre. Včasih pa naredimo stvari, ki niso za nas preveč dobre. Kot smo rekli, prevzajemo naloge drugih in ne znamo reči ne. Tako da se bomo vrnili malo pozneje še enkrat na to. Zdaj pa gremo nazaj na PowerPoint prezentacijo, da pogledamo, kaj smo pravzaprav zdaj povedali s tem, da smo našteli vse, kar nam je pomembno. Da nam je pomembna komunikacija in zaupanje, verjetno je manj povezano s fizičnim okoljem, kot je povezano z ljudmi, ki so okrog nas. In na to se bomo vrnili malo pozneje. Če pa zdaj izluščimo nekaj teh glavnih zadev, ki ste jih povedali, in jih probamo upisati v to kolo ravnovesja, vidimo, kaj bomo dobili ven iz tega. Če napišemo, da je zaupanje zelo pomembno, ker to je očitno bilo tisto prvo, ko smo. Ne bo se dalo pisati, izgleda. Samo malo da vidimo. Ok. Gremo še enkrat pobiti. Se bomo prelisičili tole tehnologijo. Mislim, da se tako bo dalo. Evo. Zaupanje. Bomo malo napisali reči. To definitivno lahko napišemo, ker je bilo res očitno, da je to pomembna stvar za vse nas. Potem pa gremo pogledati, recimo, drugo je bilo komunikacija. Lahko še komunikacijo pišemo. Lahko se strinjamo, da poleg komunikacije in zaupanja je skoraj nujno, da napišemo sodelavce. Mislim, se to lahko vsi strinjamo. To so pa sodelavci. Okay. Zdaj pa prosim, za te tri zadeve, mislim, da je bilo zelo jasno, da so pomembne. Ali lahko zdaj napišete, katere druge stvari vam se zdi, da so izstopale, da jih je treba napisati v to naše kolo? Jaz se spomnim, da je bilo še fleksibilnost, da je bilo kava, malica, aktivni odmori, je bilo marsikaj še. Kaj bi vi izpostavili, pa prosim, seveda, da mi host napiše, da upišemo vse tisto, kar vi menite, da je prišlo ven iz te naše mini raziskave, kaj mi menimo, da je pomembno za dobro počutje na delovnem mestu. Evo, jaz sem napisala fleksibilnost, ko to se spomnim, da je bilo. Lahko pogledamo še enkrat na Mentimeter. Aha, svetloba je bila zelo pomembna. Bomo napisali tudi svetloba oziroma pogoj, fizični pogoj za delo. Okay. Lahko napišete vi še kaj, kam se zdi, da je izstopalo. Jaz sem pogledala še enkrat na Mentimeter. Mirno okolje. Bomo mirno okolje tudi napisali. Okay. In pogledamo še enkrat, kaj imamo na Mentimetru. Delovno okolje, ja, v redu. Neko je napisal delovno okolje, nasploh. Delovno okolje, to je verjetno mišljeno vse, kaj je fizično povezano z delovnim okoljem, kakšne stole, mize in vse ostalo imamo. Okay. In ostala nam je še ena kategorija. Še kaj mogoče. Ok, jaz vidim na Mentimetru, da je bilo tudi podpora vodstva. Bomo še to dodali. Ok,
In zdaj vas prosim, da razmislimo vsi vsak o svojem delovnem okolju. Vsi imamo različne delovne okolja, delovno mesto in se sprašujemo, na današnji dan, danas smo 22. junija 2021, koliko smo zadovoljni na lestvici od 0 do 10 z zaupanjem na svojem delovnem mestu. I da imamo mi v drugi v nas, kako poteka naše sodelovanje. In boste dali eno oceno od 0 do 10. Pa spet prosim hosta, da mi pove, ko bomo imeli določene ocene, pa bomo probali dobiti neko aritmetično sredino, ko bomo pač dobili vaše ocene. Pa prosim, da poveste. Oziroma upišete seveda. Kakšne ocene imamo? Kako smo danes zadovoljni z zaupanjem, ki obstaja na našem delovnem mestu, v našem delovnem okolju? Med sodelavci in vodji. Imamo že kakšne ocene? Smo se že upali oceniti? Okay. Zaenkrat prihajajo 8-ke. Izgleda, da smo zadovoljni. Ok, recimo napišemo tukaj, da bo zdaj to 8. Da smo na današnji dan zelo zadovoljni, kako imamo sodelovanje oziroma zaupanje na našem delovnem mestu. In evo, zdaj bomo probali povečati. Ne gre. Malo me tehnologija nagaja, evo, zdaj pa gre. Kako je s komunikacijo? Koliko smo zadovoljni, kakšno komunikacijo imamo na delovnem mestu? Ali je odprta, ali je direktna, ali je transparentna, ali so mogoče, tukaj pa vidimo, da so ocene 1, ti so ocene malo nižje, ni več tako idealno, kot si mislimo, ne? Evo, recimo, da rečemo 1. Kako smo pa zadovoljni s svojimi sodelavci? Prej smo govorili, da potrebujemo dobre, prijazne, sodelovalne sodelavce. Kako smo pa zadovoljni z njimi? Imamo 5, imamo 6, imamo 4, imamo 9, spravi imamo veliko različnih ocen in tukaj bomo dali, glede na to, kaj imamo, imamo 2, se pravi od 2 do 9, pa za enkrat, za celo skupino, bomo dali oko 5. Kako je pa s fleksibilnostjo? Kako smo zadovoljni s fleksibilnostjo na našem delovnem mestu? Ali smo dovolj fleksibilni, ali so delovni časi fleksibilni, ali fleksibilnost pri doseganju ciljev, načinov, kako gremo do cilja, ali imamo predpisana pravila, glede na to, da je delovno mesto mogoče takšno, specifika dela takšna. Vidimo, kakšne so ocene za fleksibilnost. Kako smo zadovoljni trenutno v svojem delovnem mestu s fleksibilnostjo. Kako se kaže fleksibilnost. Da vidimo, kakšne ocene imamo tukaj. Zaenkrat kaže, da je 5, se pravi, nekje vmes smo zadovoljni. 8, to je že boljše. 4, 6, 7, Torej, zaenkrat kaže, da smo tukaj malo boljši, povprečje tam nekje med 6 in 7, pa bomo dali
6,5. Kako smo pa zadovoljni s svetlobo? Predvidevam, da gre za fizično svetlobo, kakšno svetlobo imamo na delovnem mestu. Je to naravna svetloba, predvidevam, preprosto svetlo. Tukaj prihajajo devetke, desetka, osemka, štirka. To nas spet malo povleče navzdol. Se pravi, imamo delovna okolja, katere imamo dovolj svetlobe in očitno do nekega okolja, ki pa žal tem ni tako. Iz tega, kar ste zdaj povedali, bi lahko rekli, da za našo skupino velja nekje okrog 6. Bomo dali. Potem imam delovno okolje, verjetno smo mislili tukaj bolj fizično vse skupaj, kar imamo v delovnem okolju, imamo dobre mize, dobre stole, a je vse tako, kot bi si želeli, koliko smo zadovoljni z delovnim okoljem. Vidim, da neke 7 prihajajo. Pardon, to je bilo mirno okolje, nije bilo delovno okolje, se opravičujem. Mirno okolje, ali imamo mirno okolje za delo? 5, 5, 4, 9. Ok, tu bomo rekli nekje okrog 5. Zdaj pa je delovno okolje nasploh. Kako smo zadovoljni, če pogledamo bolj tako celostno, kako smo zadovoljni z delovnim okoljem, tam, kjer delamo, kjer smo fizično, ali pa zdaj, če ste doma, seveda je to malo drugače. Vidim, da se neka 7 pojavila. 8, 8, 6, 5, 7. Ok. 5. Ok. 5. Tukaj bomo rekli mogoče 7, ker je na začetku bilo dokaj veliko 8. In podpora vodstva. Kako smo zadovoljni, kako nas vodstvo podpira? V tem, kar počnemo, v tem, kar dosegamo, v tem, kako se razvijamo, kakšno podporo imamo, koliko smo zadovoljni na današnji dan. Predvidevam, da ste nekateri prisotni tudi sami vodje, tako da je malo tudi samo analize, ne samo. Ok, imamo 5, imamo 9, imamo 8, imamo 6, 6, 8. Ok. Spet tukaj nekje med 6 pa 8, bomo dali tukaj malo. Tako. Evo, in zdaj smo izpolnili to kolo in če vzamemo, poudarimo malo to obliko, ki jo imamo, bomo videli zelo hitro, da več nimamo kolesa. Imamo nekaj drugega, ne glih kolo, a ne da. Pa kako bo to zdaj izgledalo? Če bomo zdaj probali to malo zadebeliti, to novo obliko, hitro bomo videli, da nimamo več kolesa. In seveda naše vprašanje je tukaj, če bi to bilo pravo kolo, kakšna bi bila vožnja s tem kolesom. In ni treba, da smo kolesarji, da nam je jasno, da pravzaprav to kolo se ne bi preveč dobro kotalilo. Zaradi česa ne? Zato, ker bi nas treslo, zato, ker ni v ravnovesju in zato, ker očitno
Tudi če bi ga uravnovesili, da bi bilo zelo mejstno, da bi bilo tam nekaj na petki, bi veliko bilo treba poganjati, da bi se malo premaknili. In to, kar smo zdaj naredili, je pravzaprav mini demonstracija prve faze coachinga, ko orišemo neko sedanje stanje, kje se nahajamo, kaj je za nas pomembno in kako smo zadovoljni s tem. Tokrat smo se pogovarjali seveda na temo dobrega počutja na delovnem mestu. Lahko bi tudi za kakšno drugo tematiko to uporabili. Pa potem pogledajmo, kaj je coaching in zaradi česa bi lahko coaching tukaj pomagal, da lahko mogoče premostimo te ovire, ki jih imamo na delovnem mestu, da ne moremo vzdrževati dobro počutje. Slišali smo od Tonija, ki je rekel, da v svoji organizaciji skrbi za dobro počutje svojih zaposlenih, ker se mu zdi, da če vlaga v svoje zaposlene, potem je tudi organizacija bolj uspešna. Zdaj pa, kaj je coaching? Kaj nam lahko coaching tukaj pomaga? Včasih slišim, da je coaching pogovor med dvema. Včasih slišim, da je to skupno sodelovanje in premikanje skupnemu cilju. Včasih slišim, da je to neka podpora. Pa da preverimo spet vaše razumevanje coachinga. Zdaj bi vas spet prosila, da greste nazaj na Mentimeter in da probamo drugo vprašanje odgovoriti. Tokrat malo drugačno. Tukaj bomo odgovorili, kaj je coaching. Vse, kar vam pade na pamet, lahko rečete mini definicijo, lahko napišete več kot en stavek. Kaj je za vas coaching? Verjetno ste slišali velikokrat za coaching, poznate ga odprej, predvidevam, da definitivno ni neznanka, pa kljub temu vsak razume po svoje. Kaj je coaching? Tako da vas zdaj vabim, da naredite tako kot prejšnjič, da lepo vtipkate to številko in potem napišete, kaj je coaching za vas. Tukaj ni pravilnih ali nepravilnih odgovorov. Karkoli napišete, bo ok. Tukaj piše samo refleksija, iskanje, spodbujanje, neke vrste motivacija, izvajanje podpore, medijacija. Pomaga pri osebnostnem razvoju. Vodenje, usmerjanje, učenje, analiziranje, sodelovanje. Interaktivni proces, ki pomaga posamezniku. Usmerjanje. Posameznik lahko razvija svoj potencial. Usmerjanje in vodenje posameznika pri njegovem kariernem, osebnem, čustvenem razvoju ter rasti. Kot vidite, velikokrat ste omenjali rast, razvoj, motivacijo, podporo, medijacijo, pomoč pri doseganju dobrih rezultatov. Vse to, kar ste povedali, je prisotno v coachingu in seveda tudi v nekaterih drugih modalnostih, kot so vodenje, kot so mentorstvo, kot so svetovanje in tako naprej. Pa danes ne bomo preveč šli v detajle, kako se primerja coaching z drugimi modalnostmi, bomo pa predvsem se
pogovorili o tem, kako lahko v tem konkretnem primeru, ko smo ga zdaj že malo izluščili, a to je dobro počutje na delovnem mestu, nam lahko coaching pomaga. Zato se malo premaknemo in pogledamo, kaj zdaj sploh lahko rečemo, da coaching je. Lahko rečemo marsikatero definicijo. Tisto, kar mogoče še najbolj zanimivo je, da pogledamo, kako se je začel coaching. Timothy Govek, ki je nekoč bil tenis coach, je v Kaliforniji 70 let bil zelo uspešen v tem, kar je počel, in je zaradi tega tudi dobil priložnost, da direktno na televiziji pokaže, kaj počne. Bolj po naključju, kot pa po nekih kompetencah, je uspel razviti metodo, s katero je ugotovil, da pravzaprav niti ni tako pomembno, da svoje učence napade z neko strategijo, kako igrati tenis, temveč da jih prvo spodbudi, da povejo, kaj jih je pripeljalo na tenis. In da potem nekako poveže tenis s tematiko, ki jih zanima. Tako je gospoda, ki je recimo se zanima za šah, učil tenis preko šahovnice, da tako rečemo, da si ga prosi, da si predstavlja celo tenisko igrišče kot šahovnico. Potem je pač eno gospo učil tenis preko glasbe, preko melodije in na ta način počasi iz vsakega izvlekel potencial, s katerim je prišel in ga šele takrat povezal s tenisom. Napisal je knjigo Nočenje igra tenisa, pozneje tudi Nočenje igra golfa, smučanja in dela, čeprav sam ni bil golfist, ni bil smučar, ni nikoli delal v poslovnem svetu. Je seveda, ker je delal s športniki, pa seveda poslovni svet zelo hitro zavohal, da to bi lahko bilo uporabno tudi za razvoj tima in posameznika v organizacijah. In kaj je bilo ključno, ki so bile značilnosti tega pristopa, ki ga je Tim Govek razvijal? Prvo, neznanje, pod narekovaji. Če se spomnite, kaj je rekel gospod Toni danes, oziroma Siniša, da ne ponujemo takoj pomoč prehitro, ker potem s tem lahko samo dajemo potuho drugima. Da počakamo, da smo zaradi tega malo v neznanju. Potem pa, da se obrnemo v prihodnost, da ne gledamo za nazaj, kaj je bilo, temveč od zdaj naprej, kaj lahko naredimo. Da zastavljamo vprašanja. Tako kot ste danes vi bili že večkrat vprašani, in kaj je za vas dobro počutje na delovnem mestu, in kaj je po vašem mnenju coaching, in koliko ste zadovoljni z določenim elementom, ki je pomemben za dobro počutje na delovnem mestu. Da sprašujemo in da damo vrnitveno sporočilo. Da lahko povemo, aha, očitno vam je zelo pomembno zaupanje, ker je bilo največja beseda, ki se je pokazala v tistem oblaku, ko sem vas vprašala, kaj je pomembno za dobro počutje na delovnem mestu. In definicija, ki obstaja že 20 let, kaj je coaching, pravi, da je to pravzaprav interaktiven proces, v katerem coach z uporabo posebnih konceptov sproži na drugi strani miselne procese. Zaradi česa? Da bi pomagal posamezniku ali timu hitrejšemu doseganju boljših rezultatov. In veliko tega ste tudi sami povedali. Po domače povedano, če lahko to zdaj poenostavimo, je, da damo ljudem misliti, da jim pomagamo, da zavestijo nekaj. Definicija, ki se zdaj pojavila nekaj let nazaj, pa pravi, da pravzaprav je coaching partnerstvo s strankami. Se pravi, lahko je to posameznik, lahko je to tim, lahko je skupina, gremo v partnerstvo. In kaj to partnerstvo pove? Praktično v nekem miselno-izzivalnem in kreativnem procesu navdihuje, da v popolnosti razvijamo svoje osebne in profesionalne potenciale. In če združimo te dve stvari, lahko rečemo, da si lahko predstavljamo delovno mesto, na katerem, ko se pogovarjamo eni z drugimi, ko se pogovarjamo s svojo vodjo, ali pa s svojimi strankami zunanjimi, ali pa s svojimi sodelavci, si damo misliti, ozaveščamo zadeve in zaradi tega rastemo, razvijamo se in gremo v partnerstvo, kjer imamo izzivalni in kreativni proces, ki se navdihujemo, da se čim boljše razvijamo. V tem smislu je coaching še kako dobrodošel za dobro počutje na delovnem mestu. Tim Govek pravi, da on raje kot vse te definicije pove, da je coaching kot formula. In je razvijal coaching formulo, ko pravi, da je mali p enako veliki p minus i, ali po slovensko u je enako veliki p minus m. V angleščini je to mali p je performance, je enako potentials minus interferences. Po slovensko je to uspešnost, je enako potencialom, ki jih imamo na razpolago, minus motnje ali pa ovire.
Z drugimi besedami, če hočemo biti uspešni, če hočemo se dobro počutiti na delovnem mestu, če izhajamo iz naše tematike, potrebujemo uporabiti vse svoje potencijale in seveda umakniti motnje ali pa ovire. Zaradi tega Tim Gallwey pravi, da si lahko zapomnimo, da je coaching proces, v katerem hkrati pomagamo sebi in drugima razvijati potencijale in jih zviševati in hkrati zmanjševati motnje ali minimalizirati. Se pravi, coaching je proces, ki ga lahko uporabljamo seveda tudi v organizaciji in nekako ga napeljemo, ga oblikujemo tako, da je primeren za posameznika, individual, za skupino, a pa za time in tudi za organizacijo. To pomeni, da poslovni coaching ima za cilj, da stranka, je to posameznika, je tim, poveča prvo svoje zavedanje in ozavesti svoje vedenje, da bi seveda se prvo počutilo uspešno osebno in potem premore k uspehu organizacije. In danes, ko smo se mi prvo poigrali s tistim kolesom ravnovesja, ko sem iz vas izvlekla, kaj je tisto, kar je za vas pomembno, za dobro počutje na delovnem mestu, smo že povečali zavedanje in še enkrat ugotovili kot cela skupina, kaj nam je pomembno. Ta dvojni fokus, da je pomembno, kaj je za nas dobro, da bi bili uspešni osebno in za organizacijo, je ta bistvena razlika med poslovnim coachingom in drugimi vrstami coachinga, ki jih izvajamo nekje druge, kot je life coaching. In poslovni coaching pomaga in posamezniku ili timu odkriti, kako sprememba in prilagoditev svojih lastnih vzorcev lahko hkrati vpliva na lastno počutje, na rezultate, na timske procese in na procese organizacije. Ker seveda treba sprejeti, da smo mi organizacija, ki na delovnem mestu tam zaradi tega, da seveda prispevamo skupnem uspehu celotne organizacije. In poslovni coaching nam lahko pomaga, da ugotovimo svoje lastne vzorce. Ima različne oblike, lahko je individualni, lahko je timski, lahko je skupinski, leadership, executive coaching, management coaching, peer, kolegijalni coaching, notranji coaching in seveda obravnava različne tematike, kot so reševanje problemov, razvoj vodstva, mogoče kako želimo urediti delovno okolje, ali imamo dovolj mir, ali nimamo, vse tisto, kar smo povedali prej, da nam je pomembno. In tudi to, ali imamo zaupanje, dobre sodelavce in tako naprej. Ves čas pa ostaja ta osredotočenost, pa fokus na počutje in cilje tako posameznikov in timov, kot tudi celotne organizacije. In zdaj, če pogledamo, da je organizacija pravzaprav sistem, ki je kompozicija naravnih ali tehničnih prvin, ki se združujejo, da bi s svojim delovanjem ustvarilo osebne ali družbene cilje. In če pogledamo, da je tudi sistem, če je organizacija sistem, sklop med seboj soodvisnih in povezanih elementov, ki vsi skupaj tvorijo celoto. To pomeni, da vsak zaposlen, vsak posameznik, vsak tim je soodvisen od drugega posameznika, od drugega tima in šele skupaj tvorimo celoto organizacijo. Vsak sistem pa ima tudi neke svoje značilnosti. Ima strukturo, pa vemo, kdo je na katerem nivoju, imamo neko vedenje, kako se vede tim marketinga, kako se vede tim research and development, ali pa quality control. So odvisne elemente, ki žal ne morejo en brez drugega, tudi če bi želeli, ali pa nasrečno ne morejo eni brez drugega. Vhod, izhod, procese, kako gre value chain organizaciji, imamo okolje, v katerem funkcioniramo, ali je to lokalno, ali je to nacionalno, ali je to internacionalno, mednarodno. Imamo povratno zanko, dobivamo feedback od trga, kako nam gre in ne nazadnje imamo nadsistem, smo vedno del nekega večjega sistema, neke branče in neke podsisteme. In če pogledamo vse to, potem je logično, da tudi kot hočemo upeljati dobro počutje na delovnem mestu, da je treba razmišljati sistemsko za celo organizacijo, ne samo za enega posameznika ali samo za en tim ali za eno področje. Ker če bomo to počeli, potem lahko imamo neuravnovešeno, če se vrnemo nazaj na naše kolo, neuravnovešeno kolo in se ne bomo premikali vsi skupaj naprej in razvoj bo vseeno malo onemogočen. In če pogledamo, kako to v organizaciji poteka, coaching nam lahko pomaga od tega, da se sami sebe coachamo, da ne potrebujemo drugega, da nam pomaga pri tom, ko razvijemo seveda coaching veščine, do tega, da imamo kolegijalni ali pa peer coaching in počasi se premikamo in uporabljamo ena na ena coaching, timski coaching, notranji, zunanji,
celo kot vodje začnemo uporabljati coaching kot eden izmed stilov in na koncu dobimo coaching kulturo v celi organizaciji. In s tem si lahko pripomoremo, če pogledamo zdaj to sliko, kako se dobro vidi, da rastemo kot organizacija, kot posamezniki in kot skupina. Z drugimi besedami to pomeni, da če se spomnimo, kaj smo se prej spraševali, kaj potrebujemo za dobro počutje na delovnem mestu, če hočemo to zaupanje, če hočemo dobre sodelavce, če hočemo mirno okolje, če hočemo svetlobo, če hočemo vse to, je treba za to nekaj narediti. In coaching pomaga, da prvo zavestimo, kaj potrebujemo in potem nas pripelje do akcije. Da nekaj s tem naredimo, pa če smo samo zavestili, kaj potrebujemo, kot smo rekli na samem začetku, to nam žal ne zadostuje. In tukaj imamo eno tako hecno vajo za sekundo, da vas zaprosim, da odgovorite na vprašanje, koliko pik vidite. Jaz sem jih pokazala res samo za sekundo. Tako da zaostrite malo svoj vid in pripravite se in gremo. 3, 4, zdaj. Koliko pik vidite? In prosim, če vpišete, pa mi bo host povedal, koliko ste jih videli. In vem, da nekateri boste uganili, 24, nekdo pravi 15, nekdo pravi 30. Vidite, razlika od 15 do 30 je velika. Nekdo reče 20. Hej. To se pravi, verjetno lahko sebi priznamo, da smo pravzaprav ugibali 27, ker nismo imeli časa, da preštejemo. In je bilo vsega na kup. Pa poglejmo zdaj. 33, nekdo pravi, vprašanje je enako, koliko pik vidite, pa povejte zdaj. V tem drugem poskusu, koliko pik ste videli. Petindvajset. Ok. In zdaj predvidevam, da niste več ugibali. Zdaj ste samo videli strukturo, videli ste, da so pike dane v skupino po 5, prešteli, koliko je teh skupin in seveda z osnovami matematike zelo hitro ugotovili, da jih je 25. In kaj smo s tem pokazali? S tem smo pokazali, da pravzaprav, če želimo vse naenkrat narediti in poskrbeti za dobro počutje na delovnem mestu, lahko se zgodi, da bomo končali s tako sliko, ki je sicer še zmeraj 25 pik, ampak je malo kaotično in malo ad hoc. Če se pa odločimo, da se bolj sistemsko lotimo tega, kar smo rekli, da je organizacija sistem, ki ima seveda svoje neke značilnosti, neko strukturo, neke inpute, neke procese in vse ostalo, da bi se splačalo tudi mogoče za skrb za dobro počutje narediti bolj sistematično, sistemsko in strukturirano. In zaradi tega je tu en model, ki je sistemsko-holistični pristop, tako imenovani 3D model, ki ga razvija ena izmed mojih doktorskih študentov, Daniela van der Peer na Univerzi v Cambridgeu in je prilagojeno po Bronfenbrennerju ekosistemu. Vsi ti nivoji, ki jih tukaj vidite, pravzaprav govorijo, če pogledate na levo stran, da je prvo treba začeti z okoljem. Kaj želimo spremeniti v okolju, da se dobro počutimo? Pa začnemo seveda s fizičnim okoljem, potem na drugem nivoju, ki je mezosistem, ki govori o odnosih med posamezniki in med skupinami, kaj je treba spremeniti na nivoju odnosov, komunikacije. Potem se še lahko premaknemo na egzosistem, kaj je treba spremeniti na področju strategije, kakšne cilje zastavljamo, kako jih dosegamo. Potem, kaj se lahko zgodi in kaj lahko spremenimo na makrosistemu. To je pa, kakšne vrednote imamo, ali smo usklajeni ali nismo z vrednotami. Gospod Toni je omenjal,
da je pomembno, da so usklajene vrednote s posameznika, z organizacijo. Kakšno vizijo imamo? A je to skupna vizija? In ne nazadnje na krovnem sistemu tukaj piše ongoing self-renewal. Ali lahko imamo idejo, kako lahko bomo to vzdrževali, da se dogovorimo, da spremenimo, da bi se dobro počutili na delovnem mestu. In ta model, ki ga zdaj vidite, je pravzaprav izhodišče, kako lahko spet skozi coaching si pomagamo, da zavestimo na vsakem izmed teh nivojev, kaj bi potrebovali in kaj smo pripravljeni zavihati rokave in konkretno spremeniti. Ker to, da smo zavestili, je prvi korak, to, da nekaj s tem naredimo, je pri coachingu drugi korak. To je pa forwarding the action, premik naprej, akciji in dejanju. Pa poglejmo zdaj, kako se lahko tega lotimo. Prvo, da vas vprašam, ko smo zdaj videli to celostno sliko, koliko je to teh nivojev, da mi odgovorite na hitro, kaj vidite. Pa tokrat bom pustila fotografijo, da dlje časa gledate. Kaj je to? Pa odgovorite, to, kar vam prvo pade na pamet. Lahko ugibate, če ne veste. Ima kdo kakšno idejo, kaj bi to bilo? Pecel je jabolka. Super. Imate še kakšno idejo? Pa polako odkrijem, da ja. Točno tako. To se pravi, eno je, da imamo veliko sliko, da vemo, kaj je tisti objekt, kaj je tista organizacija, v kateri želimo dobro počutje na delovnem okolju razvijati. Drugo je, da vemo, kakšen detajl, ki ga lahko potem naknadno še analiziramo in ekstra nagovorimo. Kaj pa je to? Kakšna ideja je? Kaj je to? Spet se zdaj spuščamo v detajle. Iz velike slike v detajl. Kaj pa to? Ni idej? Ali do mene pride informacija z malo zamude, verjetno. Zavika. Paprika, pravi nekdo? Ok. Ni paprika, je pa nekaj, kar je povezano s Coca-Colo, očitno. In zdaj, ko se malo igramo s tem preskakovanjem iz velike slike v detajl, pravzaprav se tudi razmišljamo o tem, ko se osredotočimo samo na en detajl, recimo nimam dovolj svetlobe v svoji pisarni, je ta detajl pomemben in ga je treba čim prej odpraviti, nekaj narediti z njim. Velika slika je pa seveda, nimam dobrih pogojev za učinkovito delo. In vsakič, ko preskočimo iz detajla na big picture, imamo povezavo, ki nam je pomembna, da se ne osredotočimo samo na detajle in ne samo na big picture, temveč na eno in na drugo. Izreče se to pomembno, zato pri coachingu ugotavljamo vzorce, ki so pomembni na nivoju big picture, velike slike, kaj v organizaciji ni ok in kaj bi bilo treba sistemsko reševati, in potem na detajle, s katerimi lahko pripomoremo, da pridemo do teh rešitev. Kaj je to? To je enostavno. Predvidevam, da boste to hitro uganili, kaj je. A je kakšen odgovor še prišel?
To vam lahko zaupam, ker mislim, da to je dosti enostavnejše zauganiti. In vsakič, ko preverjamo, kaj je tisto, kar je na nivoju celotne organizacije, kaj je nujno potrebno, da naredimo za dobro počutje posameznika, timov, različnih nivojev, se treba tudi potem posvetiti detajlom, ki potem vplivajo na to veliko sliko dobrega počutja v organizaciji. In zato vas vabim, da zdaj pogledamo res detajl po detajl na vsakem izmed tistih ekosistemov, nivojev, ki smo se prej pogovarjali, kaj pa potrebujemo res spremeniti. In tukaj zdaj potrebujem vas, da dodajate svoje ideje in da preverjamo, kako lahko z majhnimi detajli vplivamo tudi na big picture in sistemsko vpeljujemo dobro počutje na delovnem mestu. Pa evo, za začetek gremo pogledati prvo osnovne stvari v okolju. Pa vas zdaj vabim, da pogledamo, kako lahko razmišljamo vsi skupaj na temo na individualnem nivoju in na skupinskem nivoju, individual and group, na okolju, kaj je tisto, kar potrebujemo za dobro počutje na delovnem mestu. Jaz sem tukaj upisala prvo, kar ste mi že povedali, a to je svetloba in mirno okolje. To je tisto, kar ste prej povedali, pa bomo to zdaj upisali prvo. Če se bo dalo, pa zaenkrat se ne da. Samo malo. To se pravi, imamo svetloba, imamo mirno okolje, vmes prosim pa vi lahko dopišete še kaj. Kaj še potrebujemo v fizičnem okolju, da bi to okolje pomagalo, da se dobro počutimo na delovnem mestu? Imamo že kakšen odgovor? Jaz sem napisala udobni stoli. Še kaj? Podpora. Govorimo prav samo o fizičnem okolju, to se pravi to, kar je lahko za otipati. Podporo bomo pustili mogoče za drugi nivo. Če ste mislili fizična podpora za hrbet. Tipkovnica, ekran, seveda. To se pravi opremljeno okolje tako, da lahko opravljate svoje delo, da je pri tem udobno. Jaz sem napisala tudi prostor, ne vem, kako vi imate svoje pisarne, ali tam, kjer delate, ali je potrebno, da imamo še malo prostora, da se nismo vsi nekako nagužvani. Primerna temperatura, tako. Tako, super. Zdaj, če pogledamo vse to, kar smo napisali in rečemo, da vzamemo coaching formule, rečemo za uspeh, a to je primerno fizično okolje, kaj potrebujemo oziroma katere potencijale že imamo, da bi bilo dobro, da jih uporabimo, da res pridemo do tega primernega fizičnega okolja. Pa jaz sem začela prvo to, kar vem, da jaz imam, a to je, da potencijal, ki ga imam jaz, je dober dostop do nabave primerne pisarniške opreme. Sprej, tam, kjer jaz delam, lahko stopim do nabave in z njimi predebatiram, kaj bi bilo dobro, da nabavijo za moje delovno okolje. To ne pomeni, da me bojo seveda ubogali, ker oni imajo potrebo seveda to preveriti pri vodstvu. Zaradi tega je moja
potencial tudi podpora vodstva, da če opazim kaj, da ni ok v fizičnem okolju, da lahko tudi to povem. Kaj pa vi imate kot potenciale, da lahko vplivate na to, da nekaj spremenite v svojem fizičnem okolju? Jaz sem potem povedala tudi, kaj imam. Budžet imam kot motnjo, seveda. Vmes vi pišete, jaz sem dopisala še, kaj jaz imam. Jaz imam tudi razumevanje HR-a, kako je pomembno, da imamo dobre stole, da smo opremljeni, da imamo prostor za dihati, da imamo dobre računalnike, hitre računalnike in vse ostalo, kar potrebujemo za svoje delo. Še en potencial, ki imamo, je odločitev za zdravo prehrano. To se pravi, imamo sadje in vodo na mizah. Spet napišete, če vi imate kaj, kar pač nisem jaz napisala. Če pogledamo, da sem zaenkrat napisala samo en omotnjo, a to je budžet, jaz sem napisala še nerazumevanje vseh pomembnosti primernega fizičnega okolja. Seveda je to lahko veliki minus, ki nas lahko drži nazaj. Če pa vi zdaj pomislite, kaj je tisto, kar je največja ovira, da tam, kjer ste vi v službi, ne morete recimo vplivati samo na fizično okolje, samo na elemente, ki jih želite imeti v fizičnem okolju. Kaj bi bila največja motnja? Kaj je tisto, kar vas najbolj ovira pri tem, da spremenite nekaj fizičnega v prostoru, v katerem delate na svojem delovnem mestu? Pa samo, prosim, zdaj napišite motnja, ki je najbolj pereča in ki vas lahko drži nazaj, da ne morete nekaj spremeniti. Da bi se fizično počutili dobro na svojem delovnem mestu. Seveda, če je za javnost, pa upam, da je. Lahko, da nimate do koga stopiti, lahko, da je tudi pri vas budžet, lahko, da je strah pred mogoče kakšnim predlogom, ki bi ga želeli izpostaviti. Slaba oprema, nekdo piše, da so stoli. Ok, bomo še to napisali. Še kaj, ki vam greni življenje v fizičnem okolju? Pa recimo, da vzamemo zdaj to kot eno izmed ovir, ki lahko vpliva na naše slabo počutje. Zdaj pa se vprašamo takole. Če vzamemo to kot oviro in rečemo slabi stoli, zdaj pa prosim, da razmislimo. Če imamo slabe stole, kaj bi bilo treba zdaj prvo nehati početi? Ker če nadaljujemo z uporabo teh stolov, verjetno da bomo nikamor prišli s dobrim počutjem. Se pravi, prvo, imamo še klimatske naprave, ok, lahko napišemo slabi stoli plus klimatske naprave. Zdaj, kaj prvo treba prenehati? Prvo treba prenehati prenašati slabe stole in klimo. Jaz sem malo nesramna, pa bom rekla, treba prenehati, jaz sem dala tako po narekovajih, jamranje
brez akcije. Ker verjetno smo večkrat povedali, kako so stoli za nič, večkrat smo povedali, kako je klima za nič. Verjetno imam prav, ne? Da smo se malo pritožili. Ne? Še kaj treba prenehati, ker očitno to, kar smo zdaj počeli, nič ne pomaga. Karkoli da je še to, povejte. Jaz sem tukaj rekla vrtenje stare plošče, to je pa mišljeno generalno nezadovoljstvo s pogoji dela. Ne samo, da se potem malo pojamra, da so stoli slabi, da je klima slaba, temveč včasih mogoče to prenesemo tudi na splošno nezadovoljstvo. Kaj pa treba nadaljevati? Če se vi še kaj spomnite, kaj bo treba prenehati, prosim, napišite. Kaj bo treba nadaljevati? Seveda bi se izplačalo nadaljevati, opozarjati na slabe stole in klimo. Definitivno. Ker če nehamo, se ne bo nič spremenilo. Treba tudi nadaljevati zavedanje, da to vpliva na slabo počutje. Kaj pa treba začeti? Česa še nismo probali? Mogoče smo malo se pritožili, mogoče smo ne vem kaj, tukaj nekdo napisal, da treba prenehati prežirati neumnosti, definitivno, ker mogoče dobivamo neke odgovore, ki pa niso najbolj, da rečemo takole, realni, ne? Prenehati požirati neumnosti. Ok, vse to nehamo, nadaljujemo z opozarjanjem, nadaljujemo z vlastnim zavedanjem, da to vpliva na slabo počutje. Kaj bo treba zdaj začeti? Ker nekaj očitno nismo še počeli. Nismo testirali, nismo probali. In zaenkrat stojimo tukaj, kjer smo. S slabimi stoli, ali pa s klimo, ki ne dela. Seveda vsako ve zdaj v svoji organizaciji, kaj je možno narediti. Kaj lahko naredimo. Zdaj, seveda, idealno bi bilo, ne vem, če je to možno pri vas, zaradi tega vas prosim, da vi napišete, idealno bi bilo, da lahko začnemo organizirati sestanke le na temo fizičnih pogojev za delo. Da se dogovorimo, da stopimo do kadrovske, da stopimo do svojega vodje, da rečemo, da se kaže, da nismo edini, ki so pač zaradi slabih stolov ali pa zaradi klime utrujeni, pogosto bolni ali kaj takega, in da se predlagamo organizacijo sestankov na temo fizičnih pogojev za delo. Lahko seveda stopimo do HR-a, lahko do vodje, lahko do predstavnika sindikatov. Boste vi že vedeli v svoji organizaciji, kaj lahko naredimo, da ne samo se zavedamo, da stoli niso dobri, ne samo da opozarjamo na te slabe stole, temveč da tudi nekaj začnemo premikati naprej, da nekaj naredimo, da to ne ostane samo tisto, kar se samo vrti po kuloarjih, po hodnikih, da nekaj ni ok. Vsak od vas ve v svoji organizaciji, kaj bi bilo treba začeti. Potem bi lahko rekli napisati uradno obvestilo, e-mail in tako naprej, spet točno določenim delu organizacije, ki se ukvarja s kakovostjo dela. Lahko, če ste v majhni organizaciji, seveda stopite direktno do lastnika, če je lastnik tudi vodja, pa če ste sami lastnik skozi vodja, in prisluhnemo, kaj se dogaja in kako lahko to vpliva. To se pravi, izdelamo analizo odsotnosti. Vse to lahko, jaz razmišljam zdaj, kaj bi lahko jaz naredila, seveda vi vsak pri sebi ne razmisli, kaj bi lahko naredili, da to ne ostane samo glavna tema ob kavici in glavna tema po hodnikih, temveč da se nekaj premakne k akciji. In to je zdaj recimo bilo, da smo se malo pogovorili o fizičnem delu.
enako velja za svetlobo, enako velja za svež zrak v prostoru, enako velja recimo za sadje in vodo in tako naprej. Da sami sprožimo nekaj, kar ne more biti samo nekje, ki se pogovarjamo, temveč postane nekaj, kar je zapisano, kar ima sled in kar dejansko da nekomu misliti, tako kot smo rekli, da coaching je. Ok, poglejmo zdaj pa naslednji del. To je za fizično okolje, vem, da včasih ste omejeni z budžetom, to pa več ni toliko s budžetom povezano. Ta drugi ekosistem nivo je pa povezan z odnosi in s komunikacijo. Tukaj se pa zdaj poprašamo, kaj je pa tukaj potrebno za dobro počutje na delovnem mestu, pri odnosih in komunikaciji. In seveda tukaj lahko že takoj napišemo tisto, kar ste povedali v samem začetku, a to je, da je pomembno, da imamo zaupanje, se spomnite. Torej, tukaj že imamo izhodišče, da je zaupanje pomembno za odnose in komunikacijo. Še kaj je pomembno? Prosim, zapišite. Da bi odnose imeli takšne, da dejansko nam pomagajo, da se dobro počutimo na delovnem mestu, kaj je še potrebno, poleg zaupanja? Jaz sem rekla še odprta komunikacija. Pa prosim, še vi dopišite. Še kaj? Še kaj je pomembno, da so odnosi tako usklajeni, da se zaradi njih počutimo dobro na delovnem mestu. Kar očitno je to bilo zelo pomembno, ker če ne bi izpostavili še na prvi vaji. Kaj še je poleg zaupanja in odprte komunikacije? Razmislite o svojih delovnih mestih, razmislite, kako to poteka pri vas, podobne vrednote, definitivno. Še kaj? Da bi odnosi funkcionirali, da bi odnosi bili vir dobrega počutja, spoštovanja. Še kaj? Odkritost. Še kaj? In vse to, kar zdaj zapisujemo, tudi takoj pokažemo, da smo skupina, zaradi tega, ker se je na tistem prvem oblaku, pri prvi vaji pokazalo zaupanje kot največja beseda, smo skupina, kateri je ta nivo odnosov in komunikacije in skupnih vrednot zelo pomembna. Ko to delam z neko drugo skupino, v nekaterih drugih državah, iz nekaterih drugih področji, velikokrat ne pridejo odnosi. Pridejo neki drugi stvari, povezani s cilji, ki bomo na naslednjem slajdu pogledali. In zdaj, če pogledamo vse to, kar smo zapisali, in če napišemo tukaj odnose, ki jih zaznamujejo, pa napišemo zaupanje, podobne vrednote, spoštovanje, odkritost. Če to uspe, ki ga želimo doseči, kakšne potencijale za to imamo? Kaj je tisto, kar lahko uporabimo, kar že imamo v svojih organizacijah? Jaz lahko rečem, v svoji organizaciji potencijal, ki ga imam, je lastna iskrenost, pa povezanost z nekaterimi člani tima. In iz tega lahko črpam, da skupnimi močmi razvijamo te odnose, ki jih zaznamuje zaupanje, podobne vrednote, spoštovanje in odkritost. Kaj so pa motnje? Kaj je tisto, kar je najbolj moteče pri odnosih? Kaj je tisto, kar nas drži nazaj, da ne moremo ustvariti te dobre odnose, ki nas lahko pomagajo, da imamo dobro počutje na delovnem mestu? Napišite tisto, kar je za vas najbolj moteče, ko pomislite na posameznike, na time, na skupine, s katerimi ne morete vzpostaviti dober odnos. Kaj je tisto, kar je najbolj moteče? Da vidimo, kakšne so to vire, da sploh začnemo se pogovarjati, kako jih lahko premagamo.
se premaknemo hapci. Vse, kar je moteče na nivoju odnosov, prosim izpostavite, napišite. Jaz sem napisala, kaj je zame, znači presojanje. Ko ljudje začnejo presojati eni druge. Zamere. Ko se nekdo spomni, kaj je bilo, ne vem, pred 5-10 leti in še zmeraj to premleva. To so motnje, ki ne morejo potem se odnosi razviti. Kaj pri vas? Kaj je tisto, kar je najbolj moteče pri odnosih? Kaj vas drži nazaj, da se ne morejo odnosi razcveteti, postati koristni in dobri viri za dobro počutje na delovnem mestu? Neposlušanje, nekdo napisal. Ja. Neposlušanje in verjetno potem mislijo, da samo oni imajo prav, ne? Jaz ne vem, če se tako reče slovensko sprenevedanje, upam, da veste, kaj mislim. In se opravičujem, če sem to zdaj napačno napisala. Pa sprenevedanje, ne? Še kaj tisto, kar vas drži nazaj, da ne morete razviti učinkovite odnose. Take, ki vam lahko pomagajo, da se dobro počutite, da v ponedeljek, ko gremo v službo, ko mi čakamo, da smo v službi, da smo spet skupaj s temi ljudmi, s katerimi imamo dobre odnose, ki jih zaznamujejo zaupanje, podobne vrednote, spoštovanje, odkritost. Jaz sem napisala egocentričnost, ko nekdo misli samo na se in potem seveda težko razvijamo odnose. In če zdaj, če se še kaj spomnite, prosim, napišite. In če zdaj pogledamo, kako lahko to vpliva tudi na vsakdanji pogovor, tudi na to, a se pogovarjamo z željo, da sodelujemo in da se učimo eni od drugih, a se pogovarjamo zato, da samo izmenjamo informacije in hitro gremo naprej. In tukaj nam lahko spet coaching pomaga. Ker če se spomnite, sem rekla, da Tim Gallwey pravi, da včasih treba biti malo neznanje uporabiti, da ne uletavamo s svojimi idejami, da ne govorimo non-stop, kaj mi mislimo, da je prav. In včasih tudi v vlogi vodje, priznajmo, smo prehitri, da ponujamo pomoč. Danes je tudi Siniša o tem govorijo. Da vskakujemo, da naredimo, da pospešimo proces. In čeprav je to mogoče za učinkovitost v danem trenutku najboljša varianta, ko smo prehitri, ko ponujamo, lahko tudi na drugi strani, namesto da razvijamo odnos, da pravzaprav malo ustavimo na neki točki, da smo mi tisti, ki vse vemo. In verjeli ali ne, naši zaposleni se lahko čutijo, da smo pravzaprav in uskratili priložnost, da razmišljajo svojo glavo. Nismo jim dali misliti. Če bo možno, jaz bi zdaj zaprosila hosta, če nam lahko zavrti en video, če bo šlo, traja samo 1 minutko in 16 sekund, čisto da vidimo eno sceno iz klasičnega delovnega okolja, ki mislim, da smo vsi doživeli. Pa prosim za video, če bo šlo. Žal, video ne gre, tako da bomo ga preskočili. Saj, zaradi tega, to so lepote dela v živo. Ok, to se pravi, če se zdaj vrnemo na naše odnose in kaj lahko naredimo, da pravzaprav ne samo, da smo zavestili, kaj je tisto, kar nas moti pri odnosih, to, da ne poslušajo, da mogoče presojajo, da se zamerejo, da se sprenevedajo, da mogoče niso odkriti in tako naprej, da pogledamo, kaj pa lahko naredimo. Da seveda nič nam ne pomaga, da to imamo samo v zavedanju. Zdaj vas povabim, da razmislimo vsi skupaj. Kaj bi rekli, recimo, kaj bo treba prenehati, če vemo, da odnosi niso idealni, kaj bo treba prenehati, da bi jih počasi izboljševali. Zdaj seveda
nekdo reče, pa spet pritoževati se, ker s tem nič ne rešujemo. Čeprav včasih se strinjam, da mogoče si lahko damo duška, pa se malo pritožujemo. Dolgoročno nam to nič ne pomaga, to je zadovoljstvo samo zadoščenje za, ne vem, par sekund, par minut. Ne? Če se nehamo pritoževati, mogoče bo treba nehati kazati s prstom na druge. Ker veste, včasih smo hitri, da obtožimo nekoga, ne? Obtoževanje, recimo, to lahko tudi nehamo. Tiha Maša, a se tako reče, ne? Da pravzaprav vse smo se odločili, da se ne bomo pogovarjali s to osebo, da ne bomo nič govorili veliko, vsi mislimo svoje. Če to prenehamo, kaj bo treba nadaljevati? Fokus na ta odnos ali pa to komunikacijo. Da ne zgubimo fokus in da ne rečemo, ne briga me. Pač ne gre. Da vzdržujemo to, kar mogoče bomo našli neko rešitev. Potem pa seveda treba nadaljevati, jaz bom rekla takole malo, da mi je stalo do tega odnosa in komunikacije s to osebo. Ker če mi ni stalo, potem ne bom nič naredila. Kaj pa lahko začnem? Kaj bi vi lahko začeli? Spomnite situacije, ko pač mogoče z nekom nimate najboljšega odnosa. Kaj treba začeti? Kaj lahko naredim? Ker če pustim, da je tako, potem bo tako še naprej, če nič ne naredim. Kaj lahko začnem? Mogoče prvo napisati predlog za pogovor o našem odnosu. Če mi je nerodno priti do te osebe, pa je spraševati, pa je cukati za rokav, pa se počuti, kaj zdaj tukaj sploh hočem od nje, mogoče lahko napišem predlog za pogovor o našem odnosu. Če se vi spomnite, prosim, še vi dodajte nekaj v chatu. Mogoče predlagam pogovor s celo skupino o tem, kako vsi skupaj sodelujemo. Pa da iz tega preverimo, ali sva mi dva edina, ker nekaj ne gre, ali mogoče tudi drugi imamo kakšne zadeve za predebatirati. Ali pa mogoče začnem spremljati osebo v njenem modelu sveta. Kaj to pomeni? Povprašam o tematiki, ki to osebo zanima. Če zanima nogomet, se grem z njo pogovoriti o nogometu. Skratka, sama izdelam zase neki mini načrt, kaj želim spremeniti, kaj želim začeti, nekaj, kar nisem do zdaj počela. In za vsakega posameznika, pa za vsak tim, če gre za sodelovanje med timoma, je to nekaj drugega. In tukaj samo seveda določene ideje predujemo. Naslednji korak je, da pogledamo, kaj so strategije in cilji, ki jih imamo. In po naši organizaciji smo si jih zastavili kot skupno strategijo, kam gremo, kaj želimo doseči. Veliko krat se zgodi, da posamezniki rečejo, da nimajo usklajene cilje svojih področji s skupnimi cilji in da zaradi tega pride do nekega neujemanja. Če pogledamo za sekundo, kaj je lahko tukaj tisto, kar je moteče, takoj bom vprašala, ali imate jasne cilje, recimo v svoji organizaciji, kjer delujete. Zame osebno je zelo pomembno, če se hočem dobro počutiti na delovnem mestu, da imam jasni cilj. Ker če cilji niso jasni, lahko veliko želimo doseči, pa pravzaprav se ne premikamo naprej. Poleg jasnih ciljev, seveda je verjetno pomembno, da imamo feedback, kako se premikamo k tem ciljem. Da imamo na mejnikih, ne vem, neko informacijo, a gremo v pravo smer.
a ne gremo v pravo smer. Potem seveda ti klasični roki. Ali so roki realni vedno? Ali so včasih taki, da pravzaprav nas samo še dodatno obremenijo in nas sprožijo stres? Pravijo, da so roki eden izmed najbolj pomembnih virov za naš stres. Posebej, ko se približujejo, pa nismo vse naredili, pa nismo pripravljeni seveda niti sebi priznati, da nam ne gre in da ne bomo mogli pravočasno oddati kakšno nalogo ali pa končati kakšen projekt. To se pravi, potem so verige, tiste verige, ko smo mi mogoče zadnji v neki verigi in čakamo vse druge, da nekaj dokončajo. In zaradi tega ne ulovimo rokov, zaradi tega smo pod stresom in zaradi tega še dodatno trpimo in uničujemo svoje zdravje, se ne počutimo dobro. Zdaj spet, kaj je pomembno, če hočemo imeti jasne cilje in realne roke? Prvo, verjetno boste rekli, pa realnih rokov ni. Vedno so prekratki, v vsakem primeru. Ne. Kakšne potencijale imamo v zvezi s tem? Enver je danes rekel, da pravzaprav upravljanje s časom niti ni bila neka kompetenca, ki so zaposleni prepoznali kot pomembno kompetenco za menedžerja za dobro počutje v organizaciji. Pa pravzaprav je upravljanje s časom ena izmed najbolj pomembnih kompetenc za dosegati roke in jasne cilje oblikovati. Je potencial, če to znamo, potem bomo lahko s tem kot celoten tim boljše ravnali. So pa seveda velike motnje ravno ta isti čas, pomanjkanje časa, kaj pa tem upravljanje s časom, če ga imamo, dosti dobro, da to uporabimo. Drugo so pa zunanji pogoji dela. Mogoče se na trgu nekaj spremenilo. Mogoče se je kaj zgodilo, da pač ne moremo tokrat dokončati. Ne napovedane ovire. In vse to vpliva, da če nimamo jasnih ciljev, nas to drži nazaj, če nas to drži nazaj, potem ko mi dohajamo roke, če ko mi dohajamo roke, pademo v stres. In spet se sprašujemo, in to lahko delamo tudi kot tim. Če hočemo imeti jasne cilje in če hočemo imeti roke, ki jih lahko obvladamo, kaj je tisto, kar je treba prenehati delati? Mogoče treba prenehati delati, zastavljati prekompleksne cilje. Kaj to pomeni? Da treba začeti delati, razčleniti na manjše etape, da tako rečemo. Kaj treba začeti delati? Seveda, ciljna orientiranost še naprej. Ker s ciljno orientiranostjo dosegamo cilje, če jih pa predpokleсно zastavimo, lahko so demotivatorji, lahko ljudje ne vejo, kaj treba delati, so lahko v paniki, če nimajo odkrite komunikacije, ki smo prej rekli, spoštljive komunikacije, tega ne bojo povedali, če ni feedbacka, potem se začne ustavljati. To se pravi, tukaj imamo feedback, je treba začeti uporabljati v obe smeri, to se pravi, ko nam ne gre, da obvestimo vodstvu, da ne gre, in obratno, da vodstvo sporoča nam, če nismo na pravi poti. In spet to lahko začnemo organizirano, strukturirano, se dogovorimo, kako bomo to počeli na vsakem sestanku, recimo vsak teden proti koncu sestanka obvestili svoje kolege, kaj želimo glede tega cilja ali pa tega roka narediti. Če pogledamo nazaj na tisti naš cel graf, lahko rečemo, da se lahko prebijamo od okolja do odnosov, do strategij, ciljev, do vrednot, ki ste jih že sami omenili, ki so zelo pomembne, da so usklajene, in na koncu do tistega vzdrževanja, kako bomo še naprej to počeli, da to, kar nekaj upeljemo enkrat, tudi ostane. Da to ni samo, zdaj bomo to v mesecu septembru počeli,
pa potem nič več. Potem bo pa spet šlo tako, kot je bilo do zdaj. Če želimo vse to vzdrževati, je dobro vsako malo pogledati, kaj smo uspeli in kaj nismo uspeli narediti, da bi to nenehno vzdrževali. In kako to lahko počnemo? Tako da na vsaki etapi, in to se lahko dogovorimo, da počnemo enkrat na mesec, kot celoten tim, skupaj z vodjo, da se vprašamo pravzaprav, kakšen cilj smo imeli. Če smo spremenili stole v pisarni, da se prvo tega lotimo. Kakšen cilj smo imeli? Kaj smo želeli doseči? Tisti, ki ste pisali, da stoli niso ok, pa da klime niso ok, povejte mi, kakšen cilj bi imeli in kakšen cilj bi želeli doseči, če zdaj dobite nove stole, če dobite drugačne klimatske naprave, kakšen cilj želimo doseči? Večina časa je glavni cilj, ki ga hočemo doseči. Prosim, vi napišite, tisti, ki ste to izpostavili, da imamo bolj energetsko naravnano fizično okolje, v katerem lahko koncentracijo imamo visoko in lahko upravljamo svoje delo. Če rečemo, da nam je cilj bil, da izboljšamo odnose, da so odkriti, da poslušamo eni druge, da imamo spoštovanje, da imamo podobne vrednote, potem lahko rečemo, kaj je bil tako cilj? Kaj smo želeli doseči? Želeli smo doseči, da ko pridemo v službo, se lahko sproščeno pogovarjamo, poiščemo pomoč, skupnimi močmi se premikamo v cilju. Če rečemo, da je treba jasne cilje zastavljati in feedback dajati sproti in spremljati, potem je seveda cilj, da čim prej in čim bolj učinkovito v določenem roku dosežemo ta cilj. In Gold model pravi, vprašajmo se, ko je že za nami, ko smo že dobili nove stole, ko smo že izboljšali odnose, kaj smo želeli doseči. In to poimenujemo. Ko vemo, kaj smo želeli doseči, potem se povprašamo, kakšen je izid? A smo dosegli to, da smo zdaj bolj polni energije, ko imamo dobre stole? A smo dosegli to, zdaj, ko imamo novo klimo, se lažje koncentriramo? A smo dosegli to, zdaj, ko smo izboljšali odnose, da z veseljem gremo v službo in bolj učinkovito opravljamo svoje delo? Če je odgovor ja, tak izid smo dosegli in je res tako, potem se vprašamo, kaj smo se naučili iz tega, da smo nekaj naredili, da smo neko akcijo sprožili, da zamenjamo stole, da zamenjamo klimo, da izboljšamo odnose, da bolj jasne cilje zastavljamo, da dajemo feedback eni drugim. Kaj smo se naučili? Večina ljudi pravi, da so se naučili, da bi bilo treba to še prej narediti. Pa da bi to bilo treba mogoče bolj diplomatsko narediti, pa da bi bilo treba nagovoriti prave osebe, pa da bi bilo treba ustrajati. In ko dobimo odgovor, kaj smo se naučili, nas čaka samo še zadnje vprašanje. A to je, kaj bi naslednjič drugače? Ker naslednjič mogoče ne bojo stoli, naslednjič bo mogoče nekaj drugega v fizičnem prostoru. Mogoče ne bojo samo odnosi pri komunikaciji, mogoče bojo odnosi na online komunikaciji, mogoče bojo virtualni timi, ki smo zdaj bili vsak na svojem drugem delovnem mestu doma. Kaj bi naslednjič naredili drugače? In če nam uspe s tako refleksijo, samorefleksijo kot tim in kot posamezniki uporabiti Gold model, potem lahko res končamo z zlatimi mislimi in zlatimi idejami, kako naprej. Ali drugače povedano, takrat pravzaprav mi živimo coaching in se vsakič, po vsaki taki samorefleksiji vprašamo, kaj je moj naslednji korak. In zdaj, ko smo se pogovorili o teh zadevah in ko smo ugotovili, da coaching je proces, ki nam da misliti, ki nam ozavesti nekaj, sproži neke mislene procese in nas povabi v partnerstvo, da skupnimi močmi zavihamo rokave in nekaj naredimo za svoje dobro počutje. Potem vas prosim, če lahko zapišete za na konec, kaj je vaš naslednji korak? Kaj želite narediti, da bi se dobro počutili na svojem delovnem mestu? Da bi sami prispevali temu. Poleg vsega tega, da vemo, da lahko tudi drugi prispevajo. Napišite eno idejo, kaj je vaš naslednji korak. Kje boste vi zavihali rokave? Izvolite.
Da vidimo. Ali se bomo premaknili iz razmišljanja in ozaveščanja k akciji. Kaj je moj naslednji korak? Jaz sem povedala, da je moj naslednji korak, da povem. In nekdo je napisal, ne bom več tiho. Da povem tudi v svojem delovnem okolju, kaj je tisto, kar še štrli, jaz temu rečem. Je še vedno moteče. Moj naslednji korak je, da povabim vodstvo, zdaj govorim o Univerzi v Cambridgeu, ker ne bo enostavno, saj na svoji fakulteti, da povabim vodstvo, da razmišljamo skupaj, kako lahko na vseh nivojih skrbimo za dobro počutje na delovnem mestu. Ne samo v pisarnah fizično, temveč tudi v odnosih, tudi v skupnih vrednotah, kako cilje zastavljamo in tudi v tem, kako funkcioniramo kot organizacija. In seveda, če ste se odločili, da ne boste več tiho, potem je treba začeti s tem, da spregovorimo o tem, ker nam ruši dobro počutje na delovnem mestu. Hvala, ker ste sodelovali z menoj. Upam, da je delavnica vam dala nekaj za misliti, nekaj kosti za glodati in to je tudi cilj coachinga. Od tukaj naprej pa vam dajem popotnico, da vsako tako misel, vsako tako zavedanje prelevite tudi v akcijo. Hvala. Lep pozdrav iz Danske. Oziroma vidimo, če imamo kakšno vprašanje. Tako da bomo prepustili, lahko v chatu napišete morebitno vprašanje, ki jih imate. Bomo malo počakali, ker je malo zamika, preden mi dobimo te vprašanja. Tako da hvala lepa tudi Tatjani za predstavitev oziroma temo o coachingu in wellness oziroma well-being v organizaciji. Vem, da je bilo malo drugače, ker ni v živo, ponavadi se je v živo, ampak ni neposredne interakcije z našimi poslušalci oziroma bilo je pa zelo dobro predstavljeno. Hvala lepa, Tatjana. Verjetno ste vsi opazili, da za demonstracijo coachinga je potrebna seveda povratna informacija od udeležencev. Tako da je bilo zelo zanimivo tudi zame.
je bilo izkušnja, ta prava. Ja, tako. Za vse informacije glede samega projekta je na spletni strani Wally, wally-projekt.ct po angleško.eu, torej wally-project.eu. Tam so tudi kontaktne informacije, ki se lahko na nas obrnete. Tatjana, če pa želite v kontakt stopiti s Tatjano, pa lahko tudi meni pošljete elektronsko pošto, pa bom posredovala ta kontakt oziroma vprašanje nje. Bo v redu tako, Tatjana? Tako. Super. Tako, odlično. Zdaj vidimo, če ima kdo kakšno vprašanje. Upam, da je tema usposabljanja za menedžerje dobrega počutja vas je pritegnilo oziroma zanimalo. Zelo veliko tudi vprašanj smo dobili že na elektronsko pošto, tudi povpraševanje po samem programu, ki bo potekalo meseca oktobra, tako da tudi prijave na to, če nam pošljete elektronsko naslov, bomo potem vas tudi obvestili, kdaj bodo prijave. In tudi z nami na usposabljanju bo tudi dr. Tatjana Dragovič-Anderson, ki bo tudi zraven. Uživo. Tudi, ki je povedala še več na to, uživo tako z vami sodelovala in z vašimi neposrednimi izzivi, ki jih imate na delovnem mestu. Tako. Tako. Dobila sem zdaj, da nekateri ne morejo komentirati v chatu. Tako da verjetno je ena težava, tehnična težava, tako da najbolje je res, da vprašanje naslovite kar name, torej a.zoran@fos-unm.si ali pa greste na spletno stran projekta wally-project.eu in pošljete nam vprašanja. Ker očitno so malo tehnične težave sedaj potekajo. Tako da vsem želim hvala lepa Tatjani iz Danske, ki se javlja, in tudi vsem udeležencem, ki ste se udeležili današnjega dogodka. En prijeten dan z veliko dobrim počutjem. Tako da hvala lepa. Hvala. Nasvidenje.